Danes v Pomurskem dnevniku. Kam z nevarnimi odpadki? Pes, najboljši prijatelj? Začeli so se dnevi zaščite in reševanja. Nove zapore na meji. Vreme jutri bo jasno. Drage gledalke in gledalci, pozdravljeni. Slovenska podjetja, ki v svojih proizvodnjah povzročajo nevarne odpadke, se po zaprtju Kemisa že srečujejo s težavami, kam odvažati nevarne odpadke. Večina bremena za zdaj prevzema podjetje Saubermacher, ki poleg Kemisa poskrbi za največ nevarnih odpadkov. A njihove zmogljivosti so omejene in če država ne bo ustrezno ukrepala, se bodo lahko nevarni odpadki začeli kopičiti kar po industrijskih skladiščih. Obrat za zbiranje nevarnih odpadkov ima podjetje Saubermacher na Kidričevem pri Ptuju, kjer letno lahko predelajo skoraj 55 tisoč ton nevarnih odpadkov, kot so topila, barve, laki, tovarniški odpadki, razni mulji. Medtem so lani predelali 19 tisoč ton odpadkov. Ravno tako imajo obrat v Lenartu, kjer namestnik direktorja Andrej Gomboši razloži, da nevarne količine zbirajo v manjših količinah. Zaradi nesreče v Kemisu so toliko bolj previdni. Nov center deluje skladno z zakonodajo, tako je zagotovljena tehnična požarna varnost. Dejstvo je, da vsakodnevno posvečamo zelo veliko pozornosti požarni varnosti. Žal pa nesreča nikoli ne počiva, tako da ne moremo gotovo utrditi, da se pa kaj takega ne more zgoditi. Je pa dejstvo, da smo še zdaj po tej nesreči toliko bolj pozorni in delamo vsi, ne samo zaposleni v Kidričevem, tudi v celotnem podjetju Saubermacher Slovenije in tudi kolegi iz matične firme v Avstriji vsak dan na tem, da dejansko zmanjšamo riziko na minimum. V grobem so s Kemisom zbirali vsak po polovico nevarnih odpadkov v Sloveniji. Sami celotnega bremena ne bodo zmogli. Ja, glede na to, da mi pokrivamo slabo polovico slovenskega trga, tudi Kemis približno toliko, je dejansko za pričakovati v bližnji prihodnosti zelo velike težave za slovensko industrijo. Predvsem zaradi pomanjkanja tovrstne infrastrukture. V Sloveniji te infrastrukture ni, naš center ima neke kapacitete, dejstvo je, da so te kapacitete več ali manj zapolnjene, tako da za neke manjše količine je še prostora, ampak za nekaj bistvenih preskokov, pa kad bi lahko nadoknadili ta izpad, pa ni prostora. Da se nevarni odpadki ne bi kopičili po industrijskih skladiščih, zdaj poskušajo pridobiti dodatna dovoljenja za neposredni prevoz odpadkov od povzročiteljev v tujino. Že smo začeli z nekimi akcijami, iščemo pomoč pri pristojnih službah, da bi se nekateri postopki hitreje odvili. To je mišljeno predvsem na izdajo nekaterih dovoljenj za čezmejno premeščanje, tako da bi mogoče neke odpadke direktno od povzročitelja lahko odvažali v tujino, vendar tudi moram povedati, da je tudi vsa tujina, ker ima ustrezne objekte za odstranjevanje, polna odpadkov, tako da bo zelo težko. Po grobih ocenah naj bi bila vsa skladišča nevarnih odpadkov pri nas zapolnjena že v drugi polovici junija. Kljub množičnemu ozaveščanju na žalost še vedno veliko ljudi meni, da se prijavljanje mučenja in opozarjanje na slabo ravnanje z živalmi njih ne dotika. Morda se ne želijo zameriti sosedom, morda upajo, da se bo situacija sama od sebe izboljšala in da njihova reakcija ni potrebna. In tako odkorakamo naprej. Medtem pa marsikatera žival zelo trpi. Na soncu, brez hrane, brez vode, pretepena, mučena. O pereči temi, ki je v Pomurju vedno bolj prisotna, se bomo danes pogovarjali s prostovoljko pri Društvu za zaščito živali Pomurja, Lejo Žido. Pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Kako je torej za to perečo temo v našem okolišu v Pomurju? Koliko je tega, da so živali, predvsem psi, mučeni? Tega je v Pomurju zelo veliko. Žal je pa še vedno tako, da veliko ljudi gre samo mimo, ne da bi kaj storili, koga opozorili, kam poklicali. Je malce boljše, so ozaveščeni ljudje, ampak žal še vedno premalo. Kaj je tisto, kar zmoti? Recimo, kako bi morali pravilno skrbeti za psa, pa ne skrbijo? Pravilno skrbeti za psa, prvo kot prvo, pri sami odločitvi, ko se odločajo za tega psa, da si ga nabavijo z tem, da se odločijo prav, ne da si ga le kot majhnega psa prinesejo.
je zanimiv, mogoče pol leta, potem pa je na verigi ali pa v boksi in tam preživi preostanek njegovega življenja. Če imajo psa v boksu ali pa na verigi, to ni problem, je problem, če žival to ne zapusti, tega boksa ali pa to verigo. Žal jih je večina ostane tudi tam. Živali morajo imeti na razpolago vedno vodo, tudi hrano morajo redno dobivati, izpusti so pa itak zelo pomembni. Prepotrebni pri vsaki živali. Predvsem sedaj, ko bodo vroči dnevi, bi res morali malo bolj skrbeti za psa. Boks pa sam po sebi tudi ni dovolj, tudi tu morajo biti neki normativi, kolikor smo slišali. Tako, ja. So normativi za najmanjšega psa, torej do 24 kg, mora biti 2x3 velik boks. Potem, ko je večji pes, mora biti tudi večji boks. Ampak sam boks ni dovolj, če je žival tam zaprta ves čas, saj sami si predstavljamo, da smo celo življenje zaprti v eni sobi. Tako tudi pride pri živalih do vedenjskih motenj in to ni prav. Torej moramo zagotoviti psu reden izpust, redno gibanje. Pa je teh klicev potem, da sosedje recimo opozarjajo, da sosed neprimerno ravna z psom, veliko na vaše društvo? Jih je, hvala Bogu za enkrat, da vidijo ljudje, da kličajo, da ne grejo samo mimo, ampak je pa žal tudi še veliko takih, ki grejo mimo, ne vidijo, ne opazijo, jim je to povsem normalno. Ali pa spregledajo. Tako. So pa sankcije zagotovo za tega človeka oziroma dotično osebo, ki ima psa in z njim ne ravna pravilno. Kakšne so kazni? Tudi sankcije so od 200 € naprej. Sedaj imamo nekaj malo bolj strožjih kaznih, tako da je tudi lahko zaporna kazen. So pa še vedno žal premajhne, kajti dogaja se še vedno to, da si žival nabavijo, jo zaprejo in potem pozabijo. Za pse, če so vedno v boksu, to predstavlja zelo velik stres. Psi so zelo družabna bitja. Velikokrat pride naše društvo na teren in vidimo, ljudje sedijo na obkavi v senci, pes pa tam privezan na kratki verigi, brez družbe, sam, brez hrane, vode po možnosti še zdaj v teh dneh, tako da. Če torej kdorkoli opazi, da kdorkoli ravna napačno oziroma nečloveško z živaljo, kot je recimo pes na verigi ali v boksu, pa se lahko obrne na vaše društvo. Tako, lahko se obrnejo tudi na naše društvo, Društvo za zaščito živali Pomurje. Mi žal te pristojnosti kaznovanja nimamo, tako da če se jim zdi, da že gre za res veliko mučenje, lahko dajo na inšpekcijo ali pa v zelo nujnih primerih tudi na policijo. In kako sedaj, ko bodo pred nami so vroči dnevi, svetujete, kako pravilno ravnati z živaljo? Živali naj umaknejo v senco, obvezno morajo imeti ves čas na razpolago, svežo vodo, pitno, sprehode dati na ali zelo zgodaj ali zelo pozno zvečer, da ne bo živali prevelik napor, ampak ne pozabiti tudi v teh dneh na sprehode. Bomo kaj več o tem rekli še v prihodnjih tednih, ko vas bomo spet gostili. Zaenkrat pa najlepša hvala, da ste bili v našem studiu. Hvala lepa. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se predstavlja vsako drugo leto na tradicionalni prireditvi pod imenom Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Letos prireditev poteka od 8. do 10. junija in to v središču Murske Sobote. Namenjena je predstavitvi dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči strokovni in širši javnosti. V prekmurski prestolnici so se danes začeli Bogatajevi dnevi. Ti dnevi zaščite in reševanja se imenuje po našem dolgoletnem poveljniku Miranu Bogataju. Pripravljamo jih vsako drugo leto. Namreč leto 2015, ko je bilo planirano, so zaradi migrantov odpadli in sedaj smo pravzaprav zelo zadovoljni, da smo v letošnjem letu uspeli to prireditev organizirati. Ta prireditev prikazuje pravzaprav cel sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je eden izmed 3 podsistemov nacionalne varnosti. Prikazujemo pa od razvoja in raziskav do vsega dela, ki smo ga opravili, reševalnih sestavov, potem proizvajalcev in prodajalcev zaščitno-reševalne opreme, skratka vse, kar deluje v našem sistemu. Jutri bo izvedena državna vaja. Zdaj državna vaja bo se nanašala na določene specifične situacije, ki nastajajo ob neurjih. Bo prikazano reševanje iz višin, tako bo prikazano tudi prečrpavanje vode, prometna nesreča, skratka tiste nesreče, ki lahko prizadanejo to območje. V soboto pa bo potekalo meddržavno tekmovanje gasilskih enot in regijsko tekmovanje ekip prve pomoči.
Kot da ograje zaradi begunske krize na meji med Slovenijo in Hrvaško niso dovolj, sedaj cesto v občini Zavrč, ki vodi do hrvaške vasice Dobrava, ločujejo še visoka kovinska vrata z mrežo. Domačini, ki živijo tam v sožitju, so se doslej že morali navaditi na žičnate ograje, ki tečejo ob hišah in med sosedi, zdaj pa kar čez noč nova pridobitev. Domačini so zgroženi nad odločitvijo, da so postavili visoka vrata na cesti, ki pelje na Hrvaško. O nameri jih ni obvestil nihče. Država jih je postavila kar čez noč. Včeraj zjutraj so kar prileteli pa postavili nenapovedano. Krajani so zgorčeni, sicer še bolj na hrvaško stran. Občani, ker dejansko tu v slogi živimo, nimamo nekih meddržavnih sporov in dejansko ne vemo, zakaj. Po nekih informacijah se pričakuje 10 000 beguncev iz Srbije. Zdaj, če to drži, tudi ta železna vrata jih ne bojo zadržala. Ob tem domačini le iz govoric vedo, zakaj in na kakšen način naj bi delovala vrata. To je predvideno, mislim, po govoritah, da je spet ne, da ne bo me nekdo za besedo držal, da bi to bilo v nočnem času zaprto. Meja bi se bolj kontrolirala, sicer se tu vozijo z malo obmejnimi vodilnicami in to bi mogoče bila ena malo bolj stroga kontrola. Krajani slovenske in hrvaške vasice tam živijo v sožitju, zato jih je takšno početje šokiralo. Se pa ob tem poraja vprašanje, ali to pomeni, da bodo na vseh malo obmejnih krajih začeli postavljati tovrstne prepreke na ceste in hkrati na kakšen način si je vlada sploh zamislila njihovo delovanje. V bližini strelišča v Apačah pri Kridičevem je prišlo do nenavadne poškodbe vozila, ki jo je povzročil izstrelek iz orožja. Voznik avtomobila se je v torek nekaj minut čez 9:30 zjutraj skupaj z ženo peljal mimo strelišča pri Ptuju, ko je v njun avto priletel neznan izstrelek, ki bi po neuradnih podatkih naj pripadal vojski. O sumu storitve kaznivega dejanja so policisti nemudoma obvestili tudi pristojne organe Slovenske vojske, pristojno tožilstvo in dežurno preiskovalno sodnico okrožnega sodišča na Ptuju. Policisti, ki so opravili ogled, so ugotovili, da je poškodbo povzročil izstrelek iz orožja. V trenutku, ko se je zgodilo opisano dejanje, sta bila v vozilu 64-letni lastnik vozila in njegova žena. V opisanem dogodku ni bil poškodovan nihče. Policisti še naprej zbirajo obvestila za utemeljitev suma storitev kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti. Je 130 let star kozolec lahko magnet za dogodke, kot so poroke? Preverite na spletni strani www.sobotainfo.com. Mi pa si med tem oglejmo še kratke novice. Vreme nas res vsak dan znova preseneča. Kaj vse nas še čaka v prihodnjih dneh, preverimo napoved. Danes je za nami lep sončen dan. Opoldne smo namerili v Karinskem parku Goričko 18 stopinj, v Lendavi 21, Radencih 19, v Murski Soboti pa 20. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v Murski Soboti bo 9 stopinj, v Mariboru še stopinjo več, najvišje dnevne pa bodo od 23 do 28 stopinj. V Murski Soboti bo tako 27, v Mariboru pa stopinjo manj. V soboto bo v južni Sloveniji dokaj sončno, drugod se bo oblačnost prehodno povečala. Popoldne lahko v hribovitem svetu severne Slovenije nastanejo posamezne kratkotrajne plohe. Bo pa največ 26 stopinj. V nedeljo bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa večinoma sončno in 27 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno in temperature vse tja do 31 stopinj Celzija. Toliko za danes iz našega studija. Bodite z nami tudi jutri, oglejte pa si med tem tudi našo spletno stran www.tvideja.si.
Lep preostanek dneva vam želimo. Do jutri, nasvidenje.